mineva 20 let od ustanovitve skupine, prvih oddaj in turneje Popstars. Kdaj ste se pa ve najbolj počutile brez kril? To je pa, mislim, zame osebno precej težko vprašanje, zato ker se mi zdi, da sem zadnja leta precej v nekem takem hitrem modusu, kjer se stvari zelo precej hitro odvijajo in veliko jih je, tako da bi morala res zelo, zelo dobro pomisliti, kdaj sem nazadnje bila v trenutku ujeta brez kril. Mogoče na snemanju videospota za to pesem. Takrat je bilo tako zelo sproščeno, spontano, kljub temu, da je bil scenarij, ne, ampak ja, to mogoče, no. Mislim, zdaj, če nas gledam, tudi Ana je v bistvu že povedala, tudi sama sem v ogromno enih ali projektih, ali služba, itak družina, tako da imaš skozi ali neko usklajevanje urnikov, logistike, brez kril, oziroma da si res čist brez obveznosti, če smem tako reči, no, tega že zelo, zelo dolgo ni bilo. Ko pa je bil tisti nek mir, mogoče tisti nek največji mir res najdem na dopustu, pa še to takrat mi ve biti zelo hitro, dajmo malo akcije. Jaz sem očitno res tako narejena, da moram biti skozi v nekem movingu, skozi se mora nekaj dogajati, tako da mi paše očitno to. Ja, jaz pa imam kar leta 2018, no, sem se znašla v enem takem precepu, ko sem se res malo začela iskati, malo sem se poglobila v sebe in začela iskati ta odgovor, kaj je moje poslanstvo, zakaj sem jaz poslana na ta svet, no, in sem se tudi tisto leto odločila pustiti redno službo in šla bolj na svojo pot, tako da se mi zdi, da od takrat pa letim z razprtimi krili in svobodno. Za 20-letnico boste v bistvu obeleževali kar celo leto. Imate nasplošno rada praznovanja? Ja, jaz sem človek, ki obožuje praznovanja, tudi svoj rojstni dan na veliko praznujem, če se le da. Nisem ena tistih, ki bi ga kar preskočila, pa to ne, danes je moj dan, dajmo ga slaviti. No, in tudi vidve se mi zdi, da ste obedve taki, da radi popraznujeta. In mi je všeč, da bomo zdaj, pa nekako smo se spontano odločile, ne, da bomo 20. obletnico kar celo leto praznovali. Pa se mislim, da je čist primerno, no. Sicer ta pesem nekako prav sovpada s to obletnico, iskreno imamo že posneto dobro leto, no, tako da vmes so se še drugi projekti zgodili, no, in mislim, da smo jo ob pravem trenutku izstrelile ven. Tudi vidve radi praznujete na splošno. Joj, zdaj, ko je prav razlagala, veš, jaz sem imela 2 leti nazaj, sem imela okroglo, ne, 40 in že 3-krat sem jo mogla zaradi teh COVID ukrepov prestaviti, sem zdaj prav tako. Nismo jo še praznovali. Nismo še imeli žurke, je pa res, da so pač na vas je pač običaj, da je to ofiranje in jaz res so mi taka 2 dni pred rojstnim dnevom so mi že ob 6 zjutraj Kekčevo pesem prišli vsi prijatelji pa sosedi pet in cel dan do 11 zvečer je ta žur trajal in sem hvaležna, da so mi takrat to zorganizirali, ker pol ni bilo, ker pol sem res že 3-krat predstavila in zdaj sem obupala v bistvu malo, ne? Noče bupala. Tako da 50, ko bom pala. No, evo, zdaj pa če še jaz nekaj vama povem, ker sploh ne vesta. Da nisi 30-ke praznovala. Ja, to vem. To veva. Mogoče je res temu tako tukaj vem biti malo sebična, ker praznujem poleti in sem v tem času ponavadi na dopustu. Ne? Ampak letos, 31. marca, moja hči praznuje 6. rojstni dan in od 31. marca do mojega rojstnega dneva, 26. julija, bomo praznovali mi 4 stotko. Tukaj bo pa ena obletnica in ena žurka. Upam, da bomo lahko. Za vse za nazaj, pa sem te vez. Alina je pa... Družinsko imamo 100 let. A je tudi Alina zraven? Ja, vsi 4 je. Res sem rekla, ko si sam povedala, da bo ena 6, ko praznovala, sem mislila. Ja, bo Ana 6 stara, če bomo zdaj pa lahko zračunate, koliko jih kdo stara. Ja, evo.